Lepo pozdravljeni v Celjski Bohorjevi družbi, kjer se bomo danes pogovarjali o področju, ki je vedno bolj aktualno. Vedno več ljudi razume, da se njihovo splošno dobro počutje, telesno in psihično zdravje gradi in ruši v njih samih. In da ko z življenja olupimo vse materialno, ostanejo samo odnosi. In samo odnosi so na dolgi rok vir resničnega zadovoljstva ali pa hudega trpljenja. In na tej točki danes vse več ljudi ve, da lahko poišče pomoč. Danes sta z nami dva priznana psihoterapeuta, specialista zakonske in družinske terapije, in sicer doktorica Saša Poljak-Lukek, tudi avtorica najnovejše knjige z tega področja, Ko družina začne znova, in starosta tega področja pri nas trojni doktor Kristjan Gostečnik. Lep pozdrav še enkrat obema. In kot sem rekla, da se vedno več ljudi zaveda tega problema, da obstaja pomoč, da si lahko pomagajo, da lahko najdejo rešitev. Kako je z vajinega gledišča? Kje smo na področju psihoterapije, na področju družinske terapije še posebej, glede na vajine začetke sploh, ker imata oba dva bogato tradicijo in izkušnje? Pozdravljeni. Hvala za vabilo in za uvod. Ravno pred dnevi smo malo gledali nazaj in letos je 20 let, odkar sem jaz prestopila prag Frančiškanskega družinskega inštituta, takrat kot študentka programa specialističnega programa še iz zakonske in družinske terapije. In tistega leta 2004, ko se je to zgodilo, res nisem vedela, kam se podajam. Ena nevidna sila me je pripeljala v ta prostor in potem sem res neizmerno hvaležna še danes, da sem lahko tukaj tudi ostala in zdaj skupaj razvijamo to področje družinske terapije naprej. Tako da, če jaz pogledam teh 20 let, jaz mislim, da je velik napredek. Od tega, ko sem jaz šla to študirati in so vsi zavili malo z očmi, kaj bom s temi znanji, do tega, da je danes to ena taka uveljavljen poklic, uveljavljena dejavnost in da smo tudi, se pravi, na Teološki fakulteti skupaj s Frančiškanskim družinskim inštitutom poskrbeli za eno kvalitetno izobraževanje na področju družinske terapije, da imamo res ogromno dobrih, kvalitetnih družinskih terapevtov na našem trgu, ki strokovno, etično in odgovorno pomagajo ljudem v stiski. Pater Kristjan, kolikokrat ste slišali, kaj ste to pripeljali neko novotarijo na slovenska tla? Ja, najprej je treba dati Saši veliko priznanje, res 20 let. In to, kar ona pripoveduje, je sicer zelo lepo Bog. Ona je garala z mano. Ona se je pred 20 leti en dan odločila, da bo sodelovala in meni še danes nekaj popolnoma jasno, kako je ona to naredila. Ta inteligentna dama, ki je bila čustveno zelo vibrantna in globoka in še njena sodelavka in potem so ostali pa začeli prihajati. Oni so se sami odločili, da želijo z mano delati, mi ne bo to čisto nepojasnilo in novo. No in vesel sem bil tega, navdušen nad tem in presenečen, da so ti ljudje res čustveno tako globoki in pozitivni, da do svoj intelekt dali neko znanost, nekaj je bila takrat res v povojih. In Saša je bila ena od njih, ki je instrumentalno vse skozi, vse do naših dni smo, kar pripoveduje, še leto razvijali skupaj. To znanost absolutno ne moreš razvijati sam. Lahko si ne vem, kater znanstvenik, lahko si zelo globok v raziskovalnih dejavnostih, lahko imaš izjemno metodologijo, lahko si tudi guru, če hočeš. Ampak če hočeš pa neko znanost, ki ljudem pomaga, pa nujno potrebuješ ta globok ženski element, in to je Saša prinesla.
Absolutno potrebuješ mamo neki, takrat še Saša ni bila mama, ampak če bi danes gledali, kaj ono vse, če bi sam gledali klasa, da se da poznamo stvari, kako se to razvija, ko dobiš, ko se ljudje poročijo, ko postanejo mame, ko postanejo ženstvene, še v globnem smislu in tudi v materinstvo, takrat se čisto vse spremeni, pogled na svet, dojemanje sveta in predvsem terapija. Tako da sem ti res hvaležen, da si malo vztrajala, še zmeraj vztrajaš, in zelo ponosen na to knjigo, ki je, verjetno bomo še veliko rekli, je en učbenik, ki je, Amerikanci bi temu rekli, nuja za vsakega, ki karkoli hoče na terapiji delati, ne samo družinski, zakonski, da jo prebere in da osvoji ta osnovno znanje. Jaz vam verjetno sploh nisem odgovoril na vprašanje, ampak važno je, da jaz povem, kaj se dogaja na tem področju. Hvala. V vsakem primeru ste prehodili oba dva in cela skupina okrog vaju ogromno pot, ki je pustila pečat tudi na tem področju v Sloveniji še posebej. Omenila ste izobraževanje, na tem področju je bilo ogromno narejenega. To je res izjemno pomembno pri tem poklicu in glede na neurejeno področje po svoje na tem področju v Sloveniji, kdaj lahko terapevt reče, da je usposobljen? Ja, izobraževanje za psihoterapijo poteka več let. Nekako po mednarodnih smernicah naj bi terapevt bil, se pravi, zaključeno drugo stopnjo magistrskim programom ustrezne smeri in potem z nekim specialističnim izobraževanjem za določeno modaliteto, znotraj katere potem deluje. Mi smo tem smernicam sledili z neizmerno vztrajnostjo dr. Gostečnika, ki je že na začetku prišel s to vizijo, da mora biti izobraževanje akademsko, se pravi akreditirano pod okriljem Univerze v Ljubljani. In z letošnjim študijskim letom v bistvu na Teološki fakulteti ponujamo izobraževanje prav specifično za družinsko terapijo na vseh stopnjah izobraževanja. Se pravi, študenti lahko pri nas zaključijo diplomski študij, magistrski študij in potem nadaljujejo na programu izpopolnjevanja. Se pravi, to je 7 let formalnega izobraževanja, po katerem pa sledi še nabiranje prakse, se pravi terapevtske klinične prakse, ki je potrebno potem, da lahko samostojno opravljaš ta poklic. Tako da pot je kar dolga, veliko vztrajnosti je potrebno, predvsem pa tudi ni samo akademska pot, ampak je tudi pot osebne rasti. Ker eno izmed glavnih kompetenc, ki naj bi jih imel psihoterapevt, je tudi osebna psihohigiena, se pravi, da znotraj izobraževanja tudi dovolj časa namenimo sami sebi, svoji osebni rasti, ker na tak način najbolje razumemo potem tudi ljudi, ki želijo kakšne pomembne korake narediti in pridejo k nam po pomoč. Dr. Gosečnik, ni tako samoumevna bila ta pot, da je to izobraževanje zdaj v akademskih okvirih, mar ne? Je trneva pot, ja, ampak je tako lepa in tako polna novosti in drugačnosti in inovativnosti in res je ustvarjena. Meni je res vedno bilo to, kar že dr. Poljak pripoveduje. Meni je bilo vedno pomembno, da ljudje resnično dobijo neko akademsko znanje. Namesto, da ljudem daješ ribe, jih nauči ribati. To je bilo eno takšno načelo takrat, in veste, da tudi lahko je nekdo izjemen guru in znanstvenik in umetnik in vse, ampak če nima svoje šole, kjer bi ljudje nadaljevali to znanje, potem se to izvodeni. In zato sem jaz tako vesel, da je Saša in ostale, da so z mano začeli takrat delati na tem akademskem nivoju. Ni bilo lahko zaradi tega, ker pač mi smo zelo okovani v svoje strukture. V Sloveniji je sploh nemogoče nekaj, kar enostavno premakniti in neko strukturo spremeniti in vnesti nekaj novega in sploh ljudje začnejo to doživljati, da ne delajo nekaj pravi, da bomo neke revolucionarne spremembe delali. Ampak če vztrajaš, dobiš. V Sloveniji pa je, da če vztrajaš, potem vse dobiš.
ker malo ljudi pa je vztraja na tak način, kot smo bili sposobni tega mi. In ta prvi del, prva trojka, ki je zdaj na fakulteti, tudi na Univerzi v Ljubljani, tudi Saša tle vztrajala, hvala ti za to, da smo tudi tam dobili. Trajalo veliko let, bi sicer radi to že zdavne imeli, ampak zgleda, da se morajo stvari tudi prekaliti, dozoreti, notranje razčistiti, potem pridejo prave stvari na dan. Tako kot vsak terapevt, kot reče Saša, mora se prečistiti, dozoreti, doživeti sam sebe, se uveljaviti v sebi, v svoje notranjosti in v svojem socialnem okvirju, tudi v družini, kjer je v materinstvu, v ženstvenosti, v zakonu, najti svojo pot in to je del tega. Biti terapevt ni neka posebna dejavnost, ki delaš še izven sebe, ampak ki delaš iz sebe. Zato je tudi tako pomembno skrbeti potem zase, da ne pregoriš, kar se hitro lahko zgodi. Ker vse gre skozi tvoje telo. Mi dejansko svoje telo damo na razpolago klientov, sogovorniku, da vse stvari on predela s pomočjo nas, preko nas, tako kot vsaka mama, vse mame to dobro veste, kako tudi taščene. Kako to gredo vnuki skozi vas in otroci skozi vas in ga vidno čutiš in nosiš s seboj. To je sicer, mi se odločimo, to je profesionalno na tem področju delaš. Vi pa v svetu na ta način počnete. Meni se zdi, da je to res materinstvo, starševstvo in terapevtsko delo zelo, zelo blizu. Lahko poveste, koliko terapevtov se je šolalo v teh letih pod tem okriljem, ker verjamem, da ne delajo vsi v tej stroki, ampak je pa to neka kritična masa, ki prinaša neka nova znanja na različna področja v življenju, ne? Veliko jih je bilo, vsako leto se pravi program specializacije, zdajšnjo izpopolnjevanje ima že, se pravi pred 2 leti smo praznovali 20 let, se pravi 22. leto, vsako leto se vpiše 30 študentov, seveda pa, kot ste omenili, ne vsi prav z vizijo opravljati psihoterapevtski poklic. Veliko jih pride v programe tudi kot dopolnitev svojega dela. Se jih je pa kar nekaj ohranilo tudi na tem področju, tako da imamo po Sloveniji več zelo uspešnih družinskih centrov, kjer delujejo naši terapevti. Mislim, da je združenje trenutno nekje okrog 200 družinskih terapevtov združuje. Kar je izjemen uspeh. Omenili ste, dr. Gostečnik, da gre marsikaj oziroma skoraj vse skozi naše telo. Kaj, ko si terapevt naloži preveč? Rabi supervizijo najprej, in potem počitnice. Rabi dopust. Kaj vam hočem povedati? Zelo pomembno je, da skrbi za osebno higieno. Ena izmed osebnih higien je tudi to, da dela veliko različnih stvari. Pri meni to ni problem, tudi pri vas, Saša in vse ostale, ki ste z mano sodelujete, moški in ženske, da so tudi ti ljudje poročeni, da doma predelujejo te stvari, da imajo otroke, da skrbijo za svoje kariere in da imajo seveda tudi počitek in da lahko kdaj tudi nič ne delaš, da greš nekam na plažo in da tam se izpostavi soncu in da narava v tebi tudi nekaj predela. Zelo pomembne stvari. Potem je seveda tudi taka čisto osebna higiena, spanje, prehranjevanje, da ne pregoriš, ker to je en poklic, ki ga lahko upravljaš 24/7, nenehno lahko, imaš telefon odprt in te vsi kličejo in rešuješ svet. Na ta način seveda ne pomagaš nikomu, ne sebi, ne drugim. Pomembno je, da ima terapevt ta pogled na svet, da ve, da so ljudje odgovorni za svoje življenje, da je to osnovo že dal naprej, da ve, da smo omejeni v času in prostoru, zato imamo mi točno po 1 uro terapije, enkrat tedensko, da ti ljudje dobro vedo, da v tisti uri oni morajo urediti to svoje notranji konfliktni svet, da zaradi katerega prihajajo, tudi ta čustveni svet, vse zmede in pa travme, bolečine,
ki jih doživljajo, ki jih nosijo k nam in so to res milostni trenutki, da ti ljudje nam zaupajo svoje notranje, svoje največje globine in jih zato zelo spoštujemo. Da lahko spoštuješ človeka, ga moraš poznati moraš pa tudi sebe, tako da je to en dvostranski proces. Tako skrbiš zase in tako lahko skrbiš tudi za druge. Ne? In se vedno znova vrača in starševstvo, če mame ne skrbi zase, bo težko skrbelo za otroke. Ne? Tudi našim slušateljem veliko rečem, če greš na avion, potem ko padejo maske, če se to zgodi, moraš najprej dati masko sebi, potem otroku, ker če obratno delaš, bosta oba zgubljena. Tako da je to en proces paralelni, kot temu rečemo, in je res pomembno skrbeti zase. To tudi morda premalokrat rečemo, ker Slovenci smo deloholiki, sploh na našem inštitutu so tile ljudje veliko delate. Tako da ena takšna knjiga, veste, da je to sad mnogih ur, ki so včasih to besedno ukradene od spanja in vsega tega, tako da smo res ponosni na te, Saša, da se to naredili. Malo se pa nanašam s tem vprašanjem tudi na vašo uvodno besedo, ker ste se samo razkrili v smislu, kako je bilo, ko ste vi začeli s prakso, ko ste imeli prve kliente, ko ste imeli občutek, da morate odrešiti vse njihove bolečine. Tudi to je bil proces, ne? Meni se zdi to en tak pomemben proces odraščanja, znotraj katerega si damo dovoljenje, da poskrbimo tudi sami zase. Tudi če smo psihoterapeuti, tudi če imamo neizmerno sočutje do vseh bolečin, se mi zdi eno največje sočutje, ki ga lahko razvijamo, pa konec koncev tudi damo ljudem, ki pridejo k nam po pomoč, to, če znamo poskrbeti sami zase. In zame je bil res to ena taka pot od tega, da sem odgovorna za to, kaj počnem, kako počnem, do tega, da je dovolj samo, če sem tam prisotna, seveda na nek strokoven način, z nekim jasnim ciljem, ampak da ne rabim jaz namesto njih plezati ven iz bolečine, ker s tem v bistvu jim vzamem tisto najbolj dragoceno, iz katerega lahko potem sami zrastejo ljudje. Ampak da sem jaz tam z njimi skupaj, da skupaj najdemo neko novo pot, ki bo obogatila in nagradila tudi mene. Ko bom priča temu, kaj lahko ljudje naredijo iz ene največje bolečine, iz ene največje stiske, kako so pripravljeni in potem tudi zaupajo v tej meri, da najdejo neko pot ven. In to so tisti trenutki, ki poplačajo vse te ure, ki so mogoče odtrgane od nekih stvari, ki bi mogle biti na prvem mestu, pa mogoče malo počakajo. Ampak mi smo resnično psihoterapeuti priča enemu čudežu človeške odpornosti in kaj vse lahko en človek mogoče z enimi zelo objektivno nerešljivimi situacijami, kaj zmore človeško telo, ne samo človeška psiha, ampak nasplošno človeško telo narediti iz ene mogoče zelo neizhodne, temne situacije vnesti noter. En žarek svetlobe in potem to postane vedno bolj žareče, če smo vztrajni, pa če smo dovolj potrpežljivi. Koliko sta vidva kot terapevta obremenjena z rezultati? Namreč vsi imamo te izkušnje, da ko pogledamo situacijo bližnjih ali ljudi okrog sebe, smo vsi eksperti za njihove probleme. Natančno vemo, kaj bi bilo treba narediti, da bi bilo njihovo življenje takoj urejeno. Tudi vidva v štartu verjetno veste, kaj bi bilo treba, ampak pot ni tako lahka in ni vedno učinkovita. Ljudje se pač ne odločijo za spremembo. Koliko sta obremenjena s tem, da mora biti rezultat, včasih je pa dovolj, da se samo pogovarjamo. Se gre še en korak naprej, ne samo, da za vse ostale vemo, kaj moramo narediti, tudi zase vemo, kaj točno vemo, kaj moramo narediti, da nam bo lažje, pa je to včasih najtežje. In se mi zdi imeti razumevanje do tega, da naša odločitev, volja je samo ena mala mravljica na enem velikem slonu, ki pa mogoče gre v eno čisto drugo smer. In da včasih ne poznamo točno, kaj
tega velikega slona poganja, ker ga poganja ogromno enih izkušenj, ker on ima neko pot, ki si jo je enkrat zadal zaradi ne vem v katerih okoliščin. In razumevanje do tega, predvsem pa imeti eno, ne samo razumevanje, ampak sočutje do tega, da ljudje zaradi različnih izkušenj mogoče v nekem trenutku ne uspejo, ne zmorejo in da je to v tistem trenutku dovolj in da mogoče samo razumevanje tega trenutka omogoči, da potem počasi usmerjamo našo življenjsko pot v drugo smer. Seveda nam zelo godi, če vemo, da klienti dobijo od nas tisto, po kar so prišli, če vidimo neko olajšanje na koncu psihoterapevtskega procesa. Je pa psihoterapija tak živ organizem, tako da imamo vse izkušnje, tudi tiste, kjer pa mogoče nismo prišli do cilja. In tam je pa zelo pomembna refleksija terapevta samega in predvsem supervizijsko tudi delo, da razumemo, kaj vse, ne samo, da se otepamo odgovornosti in rečemo, to je bilo splet nekih drugih okoliščin, na katere ne moramo vplivati, ampak da res z radovednostjo pogledamo, kaj je tam znotraj, na kakšen način, kaj je zmanjkalo, predvsem kot terapevti, da se vedno znova vprašamo, predvsem relacijski terapevti se to vedno sprašujemo, kakšen odnos tam manjka, kakšen odnos bi tej osebi ali pa meni kot terapevtu pomagal, da bi tega slona obrnili v eno drugo smer. Se navežem na najstnike, enkrat sem prebrala, da nam je Bog dal odnose z najstniki zato, da lahko dojamemo, kako se on počuti, ko nas gleda oddaleč. Kako pogosto se kot terapevt tako počutite? Se ne moramo strinjati, kot se vpraša. Mislim, da je to zelo pomembno tudi verjeti v ljudi. Če jaz ne bi verjel svoje sodelavce, nikoli ne bi bil to, kar smo ustvarili. Verjeti v ženskost, v moškost, verjeti v to, da kar ljudje čutijo ob nas, da je to nekaj, kar je tako globokega, da lahko to samo proslavljaš. In da to lahko vneseš tudi kakšno novost in začneš znova. To je meni res bistveno. Ko omenjate mladostnike, mladostniki so ljudje, ki jih moraš imeti rad, če ne dela z njimi. Vnesejo v naš svet zmedo, znesejo naš svet ogromno uporništva, jeze, besa, tudi žalosti in inovativnosti in ustvarjalnosti in vsega mogočega. In če znaš v sebi najdeti eno mirno točko ali pa mirno središče, prostor, v katerem se ti sam, da jih lahko začneš razumevati na drugačen način, potem si res njihov kralj. Bomo rekli, zakaj? Zaradi tega, ker teh ljudi ne zanima njihove debate, da se ne ujameš v njihove vsebine, če ujameš v čutenje. Velikokrat so to jezni in besni, ker pač jim stvari ne grejo, pa ker odraščajo in ker se ne obvladuje sveta, ki je nepredvidljiv za njih same in če jih znaš najdeti v tem, kako je to za njih zafrustrujoče, da jih nihče ne razume, ker tudi sami sebe ne razume in da ostaneš pri tem miren. Je to največ, kar lahko narediš tem ljudem. Podobno je tudi v vseh konfliktih, ki jih ljudje pridejo, zakonskih, družinskih, da nekdo tam vnese mir. Se to ni zdaj neka velika beseda, velike govore, velike debate z ne vem katerimi globokimi filozofskimi mislimi, samo da si tam in da začutijo tebe, da si aktivno prisoten. Aktivno tiho, bomo rekli, to je neka umetnost, ki jo mame in očetje zelo dobro poznate, pa stari starši jo dobro poznajo, neko primer, neko tako nemir in tam začne nekaj novega delati, nekaj drugačnega, z neko umirjenostjo, potem se to vse zgodi. Verjeti v klijente, verjeti v ljudi, ki so naši sogovorniki, so ljudje, ki tega ne zmorejo.
so ljudje, ki bodo morda čez leta šele ponavljali, jaz sem prepričan, da že ponavljajo stavke, ki si jim ti rekla 10 let nazaj in se ti sama sebi čudiš, koliko si bila inteligentna, vedno si, ampak kašne se sama sebi začneš čuditi. Kaj se jaz takrat rekla? Si res, ni bilo tako neumno, ne? Ja, tudi vsaka mama bo to znala povedati, ne? In morda čez leta šele pridejo kakšne takšne misli, občutje, ki jih ljudje zmorejo predelati. So pa tudi ljudje, ki enostavno ne zmorejo iti naprej, ne zmorejo koraka naprej, ne, kot ti pripoveduje Saša. Je res dejansko mogoče še en odnos manjka, še en vidik, da bodo lahko naredili korak dalje, ne. Tako da se midva zgleda zelo, zelo strinjamo, ne. Ja, ja. Ta knjiga je zelo razčlenjena in kot smo slišali, obvezno branje za vsakogar, ki bi se s tem področjem kakorkoli srečal. Vpletli ste pa notri tudi čisto konkretne primere, anonimizirane seveda, primere prakse, se pravi družinske terapije, partnerske in individualne. To so samo majhen okvirček oziroma majhno okno v prakso, vse, kar se vam dogaja, vse, kar doživljate. Kaj je tisto, ko vi začutite, da bo proces stekel? Ker verjetno pogosto slišimo, ne? Pristopi so različni, zdravi pa odnos, ampak ne steče vedno. Jaz sem vedno presenečena, kater proces steče, pa ni nujno, da je to tisti proces, v katerem se že jaz v začetku počutim suvereno in nekako znam preceniti pot, kam bo šel. Velikokrat prav odnos terapevtski preseneti in mogoče tudi tisti procesi, ki se začnejo tako nekako okorno, pa težko najdemo neko stičišče, pa moramo vsi ogromno neke motivacije v sebi razviti za to, da vztrajamo, ne, v tem procesu. Tudi taki imajo včasih še boljši končni učinek, ne, ker prav, da lahko mi skupaj v nekem terapevtskem procesu, v nekem odnosu gremo tudi čez te občutke neke neprimernosti, nezadostnosti, odvečnosti, ne, vse te najgloblje izkušnje, ki jih nosimo s sabo, tudi te procesi imajo en tak potencial. Meni je vsak, se pravi, ki pride, ne, v mojo pisarno, tako kot je že profesor Gostečnik rekel, mislim, da smo se to tudi vsi naučili, ko smo šli čez to izobraževanje, no tako res spoštovanje do ljudi, ki pridejo in predvsem spoštovanje do njihove bolečine, s katero pridejo. In se mi zdi, da je to tudi tisto, kar meni pomaga, da se toliko umirim tudi v vseh teh občutkih, mogoče neprimernosti, pa da ne vem kako, ali pa da je preveč, ali pa da je primer težek, da lahko res vidimo tisto bistvo človečnosti, ki pa je v tej edinstvenosti, ki jo vsak prinese sabo na svet in da znamo najti to ranljivost. In zame je iskanje tega stika, ne, ki se mi lahko res najdemo čisto kot človek, ne kot strokovnjaki, nekdo, ki je prišel po pomoč, ampak kot dva človeka, ki sta se na neki točki svojega življenja srečala in da sta se pripravljena učiti drug od drugega. Ker jaz tudi mislim, da je to eno tako stičišče med mladostniki pa terapijo. Tako kot se moramo mladostnikom pustiti, da nas učijo, moramo tudi v terapiji pustiti, da nas klienti učijo v njihovem življenju, v njihovih izkušnjah, ker to ne nazadnje bogati potem tudi nas, terapevte. Ta knjiga je pomembna in nova z tega vidika tudi, da odgovarja tudi na čisto formalne, banalne začetke, temelje nekega terapevtskega procesa, kot je prostor, urejenost, formalni pogoji. Vključili ste tudi razne obrazce, ki niso tako nepomembna zadeva, kar se zadeva dogovorov, obveznosti, varstva osebnih podatkov in tako naprej. Zakaj so te formalne stvari tako pomembne? Marsikdo bi rekel, zakaj bi jaz šel k terapevtu,
čisto isto stvar povem prijateljici na kavi. Ni isto. Ravno zaradi tega, zato da lahko mi ločimo nek terapevtski pogovor od pogovora s znancem, prijateljem, sorodnikom. Jaz tudi velikokrat rečem našim študentom, ko govorimo o tem terapevtskem okviru, če bi jaz delovala na tak način v svojih privatnih odnosih, verjetno se ne bi prav dobro končalo. In to je tudi pomembno sporočilo, ki ga mi že s to strukturo terapevtsko, se pravi, da imamo omejen čas, ko smo s klienti, da smo v primernih prostorih, da formalno uredimo vse stvari, ki morajo biti urejene, da lahko en tak proces steče. Že s tem damo sporočilo, ja, to bo en globok odnos, ima tudi neke značilnosti intimnega odnosa v tem, da se srečamo v tej ranljivosti, ampak je še vse en strokoven odnos. In znotraj tega strokovnega odnosa je toliko varnosti, da lahko potem mi z nekimi terapevtskimi intervencijami vodimo procesi in pomagamo na drugačen način, kot lahko pomaga nek prijatelj, sorodnik, nekdo, ki je bolj osebno vpleten. Ampak ne gre pa eno brez drugega. Strokovni odnos sam po sebi, brez nekih intimnih odnosov, kjer se potem ta sprememba tudi udejanji, nima moči. Tako da jaz mislim, da eno brez drugega ne gre. Mi samo v nekem strokovnem odnosu poskušamo ustvariti neke pogoje za nekaj novega in seveda potem se tista prava sprememba pa zgodi s prijateljico na kavi, z možem na kosilu, z otroci, ko pridejo iz šole in tako naprej, da preko te nove izkušnje lahko potem ljudje na nek nov način gradijo svoje odnose. Kako pomembna se vam zdi, vama obema, časovna omejitev, kar se tiče procesa terapije v celoti. Namreč poznamo pristope, ki so praktično neomejeni, kamor ljudje hodijo leta in leta. In imamo pristope, kjer se točno ve, dobimo se na toliko in toliko srečanjih, trajale bodo tako dolgo. Kakšen je vajen pogled na to? Mogoče se samo en korak nazaj sem profesor, zelo zelo hvaležen za to knjigo, ker to je osnovni učbenik. Urejenost prostora. Za moške je to tako neverjetno pomembno, da vi ste po naravi že intuitivne in po naravi že sočutne dame, ker imate že to od sebe, kot materinstvo, kot ženskost. Za nas je to pomembno, da moški se mora odločiti, da bo stopil v svet in da bo sočloveka in da bo tam sočuten. Moramo se odločiti na to. To ni samo po sebi umevno pri nas, ker smo mi zelo razmišljajoči, tehnični in vidimo se druge stvari preko to. Poklic terapeuta je pa odločitev, da razmišljaš na drugačen način, da tega človeka, ki je v tebi, obdaš in objame sočutje z besedami. In je zato prostor, v katerem si izjemno pomembno. In ko ljudi učimo terapije, če jih ne naučimo te osnovne strukture, oni nikoli ne bodo terapeuti, da se to ne dela sredi noči, da se ne kliče kadarkoli, da se ne da njihove osebne številke, da se te pokliče kadarkoli so v kakršnikoli že stiski. Da te ljudi začnemo učiti, da znajo rezervirati svoj čas tudi za to in da znajo tudi vsebine skoncentrirati na tisti pogovor, kjer bodo, in da je to 12 srečanj, tako je pač ena takšna forma, 12 srečanj, 3 mesece, tudi zaljubljenost ne bi tisto najmočnejša trajala 3 mesece in se potem v 3 mesecih se tudi naši možgani začnejo spreminjati in naši možgani začnejo rasti na osnovi empatije, torej sočutje, ki ga dajemo temu človeku. Zato je tako pomembna ta struktura, da oni vedo, takrat je ta človek tam zame. Kot je v materinstvu in očetovstvu, takrat je mami zame, takrat lahko očeta srečam ga bom tam in tam. Tu pa je pri nas še ena odločitev takšna temeljna, tu sem za tega človeka to uro in mu bom dal samega sebe v najboljši možni obliki. Vedno nam seveda to ne uspe, ampak je pa oni vedo, tam bom jaz to srečal, tam lahko sem jaz jezim, lahko žalujem, lahko jokam, lahko se pritožujem, lahko se veselim, lahko sem jaz res v polnosti tam, se razgalim pred tem človekom in je to
zavarovano, podatki so zavarovani, je v tej sobi, ostane tukaj in tu bomo midva skupaj rasla. To je ena takšna odločitev, ki res traja toliko in toliko srečanj in da se potem ti ljudje lahko tudi poslovijo, da lahko odidejo in da to, kar smo doživeli v naših terapevtskih sobah, odnesejo domov. To je zelo, zelo temeljna stvar. Tako da ena takšna knjiga, draga profesor, to je izjemno, res hvalate za tole. Se vidi, da se ti to dozorevala skupaj z njo, ne samo intelektualno, ampak tudi čustveno, tako da smo ti hvaležni za to in bo postala res učbenik, ki ga mora vsak terapevt prebrati, drugače ne more biti terapevt. Prej ste omenili, kako pomembno je ohranjati profesionalnost v tem odnosu, ki je zelo intimen, ampak tudi druga stvar, da moramo ohranjati intimnost in zasebnost izven tega odnosa. Kakšno je pa vaše mnenje o tem, da bi terapevt šel v profesionalni odnos s prijateljico na prijateljski ravni oziroma do terapije družinskih članov in podobnih? Je to učinkovito ali ne? Etično nesprejemljivo, tako da mi zelo, se pravi že etični kodeks zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije prepoveduje kakršnekoli terapije, kjer je lahko kakšen konflikt interesov. Se pravi, ne samo ožjih družinskih članov, terapira se kdorkoli je povezan z našimi ožjimi družinskimi člani. Zelo jasne so tudi meje med, se pravi, različnimi vlogami, ki jih terapevti imamo, smo tudi učitelji, supervizori, se pravi, tudi tam so razmejitve zelo pomembne. Terapevt, se pravi, klient, ki prihaja v terapijo, ne bi bil za terapevta anonimen, čim bolje. Terapevti tudi ne maramo preveč informacij, ki jih dobivamo z drugih virov, ker to uniči ta odnos, ki ga moramo ustvariti, znotraj katerega potem mi pridobivamo informacije, ki so pomembne za terapevtski proces. Tako da ta strokovnost je res zelo pomembna in je ena izmed temeljnih teh struktur, za katere je odgovoren terapevt. Ne klient, ki prihaja, ampak terapevt, da res preveri, da ni da ni teh dvojnih odnosov, ker kot sem že prej omenila, je to strokovni odnos, ki mora biti drugačen od vseh ostalih in tudi z drugačnimi informacijami delujemo, kot jih imamo na primer od naših bližnjih, čeprav nič manj pomembne, ampak ja, struktura je tukaj zelo pomembna. Je pa lažje funkcionirati tudi v zasebnih odnosih, če imamo ta znanja. Samo zato to bi vas še vprašala za konec, zadnje vprašanje. Veliko je teh šol zdaj, ki ponujajo izobraževanje psihoterapevtov in za marsikoga se to zdi privlačen poklic. Marsikdo se tega loti, ampak kako je z odgovornostjo psihoterapevta? Ker zelo enostavno je človeka razstaviti, malo težje pa ga je sestaviti. In da ne ostanemo na pol poti, kaj bi položili na srce vsem, ki bi se lotevali te poti. Jaz vam bi ploskal za to vprašanje, pa verjetno nimamo časa. Zmeraj hočem iti še korak nazaj, ker to, kar ti prepoveduješ, je tako zelo pomembno. Če greste vi s kolegico na pijačo in po 3 srečanjih, 3 pijačah vas ona sploh ne vpraša, kdo ste in kako je pa tebi, verjetno ne greš več, ker namreč to ni kolegica. Tam gre za vzajemnost, za sočutje z obeh strani. V terapiji se pa mi dejansko odločimo, da gre samo v eno smer. Mi nimamo nekega samorazkrivanja in ne rečemo, ko bi ti vedel, kaj se šele meni se dogajalo in kaj sem jaz vse pretrpel. To njih ne zanima. Njih zanima, kako lahko oni ob nas zrasejo. In zato je tle tako pomembna ta in konfidencialnost, kot rečemo, da ohranimo te podatke, da ohranimo ta prostor, da ohranimo ta čustveni svet res za njih in da to ostane v terapevtski sobi in da res ob nas lahko zraste in potem to odnesejo v svet. Da so dobili novo izkušnjo nekoga, ki je bil tam zastonsko samo za njih. Še lahko o tem govorimo, ampak samo da se malo slišimo. Terapevtske šole, a veste, da je danes v vseh teh raziskavah, če samo malo to omenjamo,
jasna slika prišla na dan, da delajo tiste terapije, kjer se deli sočutje. Ne glede na to, kjer pristop imamo. Ne. Mi imamo en družinski pristop, odnosnosti pristop, ker vemo, da danes sodobna znanost nam govori, da se tudi človeški možgani ne razvijajo, če tam ni sočutja mame, sočutja očeta, in to mi delamo. Ne. Mi smo res zelo propagiram to, da naše profesorice in profesori hodijo po svetu, vse posodno, vse te mednarodne konference od Amerike do, skjer ti nisi že bila gospa profesor, ne? Ja, in da prenesejo to domov in da tudi tam še ne z drugega ugotovijo, vse mi to že vse znamo, kar je tudi izjemen ponos in ena krasna slika in priznanje vsem nam, ki na tem področju delamo. Pristopi so res različni. Še enkrat vam bom rekel, vsi pristopi pa morajo priti do tega, da delijo sočutje, razumevanje sočutje do človeka. Ne? Da ne vnašamo mi svojih struktur v njih in svojih pogledov in svojih načinov razmišljanja, pa da res človeka slišimo po njem samem. To je ta vera od človeka, da vsakdo ima, če rečemo, da smo šli blizu cerkve, svetega duha v sebi in ga treba prebuditi, da oni v tem duhu tudi sami delujejo in da razvijajo svojo osebnost, ne, in svoje odnose, v katerem živijo. Hočem ti imela še boljše. Jaz mislim, da prvo, kar se mi zdi, da je res pomembno, je formalizacija te dejavnosti pa poklica, zato si tudi mi prizadevamo, da se zakonsko uredi tudi področje psihoterapije, ker s tem bomo dosegli standarde znanja, ki bojo dali neko odgovornost vsakemu, ki opravlja ta poklic. Potem pa jaz se zelo strinjam, ne glede na to, koliko formalnega izobraževanja ima posameznik za sabo, delamo s človekom, kar pomeni, da moramo postati človeški, da lahko ta poklic delamo. Tako da ta odnos se mi zdi res bistven, in da z eno tako skromnostjo se pustimo učiti vedno znova. Tako da bodočim terapevtom, vsem tistim, ki razmišljajo, da bi to postali, pa kar mene rešuje v tem poklicu, je verjetno moja radovednost, in če imaš to radovednost v sebi, da te resnično zanima in da si se pripravljen tudi naučiti, ne že vnaprej vedeti odgovore, ampak iti odgovore iskati vsakič znova, potem je to en tak poklic, ki res bogati, čeprav je na moment seveda naporen, odgovoren, terja tudi malo osebnostnega zdravja, duhovnega, duševnega na momente, ampak vseeno se mi zdi, da je to tista poklicanost v tem poklicu, ki če jo najdeš, je resnično dragocena. Pa ne bo to tisto sporočilo, ki ga dajemo vsem bralcem te knjige in še posebej vsem, ki bodo vstopali na to pot. Obema hvala za pogovor, vam, drago občinstvo, hvala lepa za obisk in pozornost. Danes je knjiga, Ko družina začne znova, na voljo po ugodnejši ceni, sicer pa lepo vabljeni spet v našo knjigarno v ponedeljek, ko bo naša nova urednica Barbara Žnidaršič gostila pogovor na temo varstva manjšin. Med gosti so dr. Dejan Valentinčič, dr. Ernest Petrič in dr. Matej Avbelj. V sredo, 13. marca, pa z veseljem napovedujemo pogovor o knjigi Pod kraljičinim žezlom, v fantastični zgodbi hčere Barbare Celjske Elizabeti Luksemburški. Gostili pa bomo avtorico, slovaško zgodovinarko Danijelo Dvoržakovo. Res lepo vabljeni, zelo bo zanimivo. Za danes pa hvala lepa in lep dan še vsem naprej.